Torej, v laboratoriju se v zadnjem času veliko ukvarjamo z globokimi ponaredki oziroma deepfake v angleščini. Tukaj gre v resnici za na nek način ponarejene videoposnetke ali digitalne slike, ki ponavadi vsebujejo ljudi, torej osebe. In ti deepfaki so v zadnjem času precej razširjeni, torej uporabljajo se v razne namene, ki pa ponavadi niso najboljši, torej naprimer krajo identitete, za poskus za finančne prevare, za socialni inženiring, za vplivanje na javno mnenje. Torej en kup takih ponarejenih videoposnetkov se lahko najde na spletu in s tem se lahko povzročijo velike težave. Torej za posameznike finančne, za družbo pa tudi take, zato ker lahko vplivajo na mnenje, lahko ljudje poskusijo vplivati na volitve in tako naprej. Torej, zaradi tega problema smo se mi nekako tudi lotili enega projekta, ki ga zdaj izvajamo nekako v prvem letu in kjer želimo detektirati te deepfake. Torej, razviti želimo računalniške algoritme, računalniške programe, ki bi bili sposobni avtomatsko zaznati, da je nek videoposnetek ponarejen ali pa pač ne. In tukaj gre za en tak dost zahteven znanstveni pa raziskovalni problem, ker ti deepfaki skozi napredujejo. Torej, neke pomanjkljivosti, ki jih imajo današnji deepfaki jutri ali pa čez eno leto ne bodo več imeli. Zato je treba tudi te algoritme, te modele, ki jih mi razvijamo, razviti na tak način, da so sposobni zaznati deepfaki, ki obstajajo danes, ampak tudi take, ki bojo mogoče se pojavili jutri ali pa čez nekaj let. In to je nekako glavni namen našega projekta. Torej, dobiti nek model, ki bo zelo učinkovit, pa bo potem mogoče tudi prosto dostopen za javnost, da ga lahko uporablja za preverjanje avtentičnosti nekih videopodatkov.